Dober dan. Vlada je danes obravnavala vrsto točk, ki se tičejo javnofinančnega področja. Strnila bi jih v dve skupini gradiv. V prvo skupino gradiv sodijo gradiva, ki se nanašajo na izvrševanje letošnjega proračuna. V zvezi s tem smo na vladi obravnavali in potrdili predlog spremembe odloka o okviru za večletno načrtovanje proračunov za leto 2017 do 2019 in pa spremembo zakona o izvrševanju proračunov. Sprejeli pa smo tudi nekaj odločitev v zvezi z prerazporeditvami pravic porabe oziroma razporeditve iz tekoče proračunske rezerve. In sicer smo na ta način naslovili del zahtev zagovornika enakih možnosti, ki jih je v preteklem obdobju izpostavil. V zvezi z temi razporeditvami lahko rečem, da je vlada danes zagotovila dodatnih 50 tisoč evrov za nujne stroške zagovornika v zvezi z najemom prostorov, ki jih šteje za ustrezne. Glede nadaljnjih možnih povečanj njihovega finančnega načrta pa je bilo že v petek na sestanku z njim, z zagovornikom dogovorjeno, da jih bomo te možnosti preučili na podlagi pripravljenega in finančno ovrednotenega delovnega programa. Temeljna sredstva v višini 200 tisoč evrov so bila zagotovljena ob sprejetju letošnjega proračuna za posebnega proračunskega uporabnika, zagovornika, v skladu z finančno oceno, kot je bila predvidena in v Državnem zboru tudi potrjena ob sprejetju zakona. Kar pa se tiče odloka in pa zakona o izvrševanju proračuna, z predlogom odloka posegamo v maksimalni možni obseg odhodkov zdravstvene blagajne v letošnjem letu, kjer zagotavljamo dodatne možnosti odhodkov za financiranje posebnega projekta odprave čakalnih vrst in pa zagotavljamo možnost dodatnih odhodkov tudi zaradi spremenjenih makroekonomskih okoliščin, zaradi boljše napovedi gospodarske rasti, zaradi boljše napovedi rasti zaposlenosti, namreč pričakujemo višje prihodke te javnofinančne blagajne. Tudi celotni odhodki sektorja država pričakujemo, da se bodo v letošnjem letu nekoliko zvišali, vendar se bo hkrati znižal ciljni deficit sektorja država na 0,8% BDP-ja, kar je posledica ponovno boljših makroekonomskih okoliščin in pa boljših izhodišč, saj smo lansko leto po prvih podatkih Statističnega urada zaključili znatno bolje, kot je bilo prvotno načrtovano. Skratka, z tem spremembam sledi tudi sprememba zakona o izvrševanju proračunov, s katero se občinam zagotavljajo nekoliko višje povprečnine v skladu z našo zavezo oziroma obljubo, da bomo povprečnino povišali glede na povečane stroške dela v občinah zaradi dogovora z sindikati. Nadalje s to spremembo zakona naslavljamo tudi vprašanje plačila letnega dodatka za upokojence v letošnjem letu, za kar namenjamo dodatnih 21 milijonov evrov. Ta sredstva bo zagotovila sama pokojninska blagajna, ker je pritok oziroma število novih upokojencev v letošnjem letu in konec lanskega leta je nižje od pričakovanih in bo lahko znotraj pričakovanih prihodkov in odhodkov pokojninska blagajna pokrila tudi ta dodaten odhodek. Nadalje v predlogu zakona vzpostavljamo tudi pravno podlago za evidentiranje oziroma spremljanje tako imenovanih finančnih instrumentov. To je instrument, ki v novi finančni perspektivi dobiva znatno večje razsežnosti, kot smo jih bili navajeni do zdaj, saj se tudi sicer sredstva nove finančne perspektive v večji meri namenjajo tudi za povratne
za povratno financiranje, torej za ugodne kredite in ne zgolj v obliki nepovratnih sredstev. Zakon pa vključuje še nekatere nujne spremembe, na katere so opozorili posamezni resorji. Med drugim se vzpostavlja nekaj dodatnih možnosti za predfinanciranje različnih projektov nevladnih organizacij. Drugi paket aktivnosti, gradiv, ki jih je danes vlada obravnavala, pa se nanaša na začetek novega proračunskega obdobja oziroma novega načrtovanja. Pripravili smo nov predlog odloka o večletnem načrtovanju proračunov za obdobje 2018 do 2020. Izhajamo iz spomladanske napovedi Umarja in lanskoletnih rezultatov ter načrtujemo pot nadaljnje javnofinančne konsolidacije. V skladu z zakonom o fiskalnem pravilu mora vlada predložiti ta predlog odloka skupaj z osnutkom programa stabilnosti Državnemu zboru do 10. aprila, tako da pričakujemo, da bo Državni zbor razpravo o tem aktu in pa glasovanje opravil na aprilski seji Državnega zbora. To nam bo omogočilo, da vlada do konca aprila oblikuje končno besedilo predloga, programa stabilnosti in pa nacionalnega reformnega programa in oba akta do konca aprila posreduje Evropski komisiji v pregled. Z odlokom torej določamo maksimalne ravni odhodkov na podlagi ESA metodologije za sektor država in pa tudi ciljne deficite, spet po metodologiji ESA, hkrati pa določamo tudi po denarnem toku maksimalne obsege odhodkov in pa deficite po denarnem toku za 4 blagajne javnega financiranja, torej državni proračun, občinske proračune in pa zdravstveno ter pokojninsko blagajno. V skladu z našimi načrti naj bi se deficit sektorja država zmanjševal v naslednjem obdobju skladno z zahtevami v okviru pakta za stabilnost in rast, tako da bi srednjeročni fiskalni cilj dosegli v letu 2020, kot je bilo napovedano že doslej. Hkrati pa tudi predvidevamo postopno zniževanje dolga sektorja država v skladu ponovno z zahtevami maastrichtskih kriterijev. Hvala. Najprej vprašanja o predstavljenih točkah, ki jih je danes obravnavala vlada, tako da mislim, da je bila tam na SK. Jaz sem na neko drugo. Prav na temo, ki jo je obravnavala vlada, oziroma TV Slovenija. Ja. Samo Nuša Baranja, TV Slovenija, mogoče malo bolj konkretno glede zvišanja povprečnin pa teh in upokojenskega regresa. Zdaj, a se da konkretno povedati, za koliko se bo zvišala povprečnina oziroma kdo zdaj bo vse dobil regres in kakšne zneske? Povprečnina za letošnje leto se bo povišala z 530 na 533,5 evra in zagotovljen bo poračun od 1. januarja naprej, tako kot je bilo v bistvu ves čas z občinami tudi dogovarjano. Kar se tiče pa upokojenskega regresa, pa bodo regres dobili vsi upokojenci in v odvisnosti od višine pokojnin se bo regres gibal od 400 evrov, ta regres dobijo uživalci pokojnin, ki prejemajo pokojnino v znesku do 430 evrov, najnižji regres v višini 90 evrov pa bodo dobili tisti uživalci pokojnin, ki prejemajo pokojnino v znesku, ki je višji od 760 evrov. Med tema dvema skrajnostma se pa postopno regres v bistvu zmanjšuje. Še kakšno vprašanje v obravnavanih točkah, sicer iz
pristojnosti vlade in ministrstva? Ja, gospa ministrica Suzana Perman-Bock, tudi jaz imam za vas dve vprašanji, in sicer prvo se veže na težave znotraj Agrokorja oziroma Mercatorja. Zanima me, ali se vlada zdaj na kakršenkoli način išče različne možne scenarije za Mercator, ukolikor bi denimo šel v prodajo, če da, kakšni so ti scenariji. Včeraj je denimo samo Hribar Milič rekel, da si želi, da bi bil Mercator ponovno slovenski in da tukaj lahko recimo tudi SDH in DUTB pomagata. Ali je to sploh mogoče, ali sploh imamo denar, da bi denimo, če bi prišlo do prodaje, Mercator odkupili? In drugo vprašanje, že nekaj časa na naši večerni oddaji v bistvu objavljamo zgodbe od podizvajalcev pri teh Celovških dvorih in vseh teh zadevah. Verjetno ste seznanjeni, da DUTB svojim podizvajalcem, denimo GPG in pa Vegrad, je dal neka stanovanja v zameno za poplačilo, ki pa imajo hipoteko. In me zanima, kaj boste okoli tega storili, saj so nekateri na robu obupa. Glede na to, da vaše ukrepanje pričakujejo tudi nekateri ministri vaše vlade in pa seveda tudi Komisija za nadzor javnih financ, boste o tem kaj razpravljali na vladi in kdaj, torej kako boste ukrepali v primeru DUTB-ja? Hvala. Kar se tiče Mercatorja, ministri vsaki svoje pristojnosti pozorno spremljamo razvoj situacije. Ne bi želela prejudicirati kakršnokoli možno smer ukrepanja, vsekakor pa bomo v bistvu na to temo zelo pozorni in proučili najrazličnejše možne variante. Zdaj, kar se tiče DUTB-ja in pa SDH-ja, oba dva imata zakonsko določene pristojnosti in naloge in v bistvu moramo jim naloge nalagati v okviru leteh. Kar se tiče podizvajalcev in pa DUTB-ja, moram vas nekoliko popraviti, verjetno se vam je zareklo, ni DUTB tisti, ki je sklenil pogodbe s podizvajalci za nakup oziroma za prevzem stanovanj obremenjenih z hipotekami, ampak je to bil dogovor med glavnim izvajalcem gradbenih del oziroma in pa njegovimi podizvajalci, torej med Vegradom in njegovimi podizvajalci. In hipoteke so bile vzpostavljene v korist bank, ki so financirale to gradnjo. Na DUTB so prešle že prej sklenjene pogodbe. In DUTB je vstopil kot novi upnik v že oblikovano civilno-pravno pogodbeno razmerje. Kar se tiče možnosti za ukrepanje na strani Ministrstva za finance, naše pristojnosti so določene zelo jasno z zakonom o ukrepih za krepitev stabilnosti bank in imamo možnost, in to smo tudi že storili, zahtevati ustrezna pojasnila strani DUTB-ja. Nimamo možnosti neposrednega vpletanja v konkretne poslovne odločitve oziroma konkretne posle in to je treba upoštevati tudi v tem konkretnem primeru. Menim pa, da morajo biti vsi podizvajalci obravnavani enakopravno, ne glede na to, ali so se z glavnim izvajalcem odločili pred uvedbo stečajnega postopka, da bodo na račun svojih terjatev prevzeli stanovanja obremenjena s hipotekami, ali so se odločili, da tega ne storijo in svoje terjatve uveljavljajo v stečaju. Enako jih moramo obravnavati. Hvala. Na to temo ali na temo? Navezal se bom na to, kar je... Mislim, da je ministrica odgovorila dovolj izčrpno na obe temi. Je druga stvar, v bistvu, ampak se tu povezuje z DUTB-jem, tako da lahko. Če na kratko, no? Ja, zanima me, ste rekli, da boste... Miha Orešnik, kanala, ste rekli, da lahko zahtevate pojasnila od DUTB-ja, ne glede tega Vegrada. Me zanima, če boste zahtevali od njih pojasnila tudi zaradi neplačevanja prispevkov v podjetju Litostroj Jeklo, ki je v lasti DUTB-ja in že 3 leta svojim zaposlenim ne plačuje prispevkov, socialnih prispevkov. Furs je 2-krat vložil predlog za stečaj, sodišče je spet odločilo, da gre podjetje v prisilno poravnavo.
delavcev skoraj nič več ne bo tam ostalo, prispevki verjetno ne bodo plačani, boste tudi v tem primeru zahtevali pojasnila in zanima me, kaj si kot finančna ministrica o tem sploh mislite? No, kar se tiče Litostroja Jeklo, delodajalec, je Litostroj Jeklo, ne DUTB. Torej je zavezanec za plačilo prispevkov podjetje Litostroj Jeklo. In ključna naloga na tem področju je naložena finančni upravi, ki je ves čas aktivno vodila politiko izterjave. Res pa je, da je v tem konkretnem primeru zaradi različnih zapletov ni bilo odločeno v skladu s tem, kakor je finančna uprava predlagala, torej da bi podjetje šlo v stečaj in da bi se v stečajnem postopku terjatve poplačale, ampak je sodišče odločilo, da se gre v prisilno poravnavo. Postopek oziroma odločitev sodišča še ni pravnomočna in finančna uprava ukrepa v skladu s svojimi pooblastili. Kar se tiče DUTB-ja, pa tudi v tem primeru velja enako kot v prejšnjem. V posamezne posle upravljanja se ministrstvo ne more vpletati. Lahko pa izvajamo nadzor v skladu z zakonom in tega tudi izvajamo. Hvala lepa. Hvala ministrici. Žal nam ministrica ima naprej. Dobar dan. Danes je vlada na svoji seji sprejela predlog spremembe ZOFI, to je Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. S tem tudi uresničuje ustavno odločbo iz konca leta 2014, po kateri je ustavno sodišče naložilo, da ministrstvo oziroma zakonodajalec pripravi ta predlog. To pomeni, da uresničujemo odločbo ustavnega sodišča, ki predlaga oziroma zahteva, da se obvezni del programa financira 100%, hkrati pa se ohranjajo tudi pravice iz leta 96 v razširjenem delu programa, to je 85% financiranje. To pomeni, da ne izenačujemo financiranja javnih in zasebnih šol. Prav tako je zelo pomembno, da poudarimo, da s tem predlogom utrjujemo in hkrati tudi vgrajujemo varovala, predvsem pa nove pogoje in kriterije za ustanavljanje novih šol, še posebej z vidika pridobivanja javne veljavnosti. Tokrat zakon predlaga, da javna veljavnost ne bo avtomatično podeljena in iz nje izhajajoča tudi pravica financiranja. Nasprotno, to pomeni, da javno veljaven program ni nujno tudi financiran iz državnih virov. Torej, do sedaj veljavno načelo in tudi podmena zakona je namreč bila, da to poteka takoj po pridobitvi javne veljavnosti. Hkrati je izjemno pomembno tudi poudariti, da vzpostavljamo tudi nove pogoje in kriterije in tudi zahteve za kakovost. Prav ti elementi kakovosti še utrjujejo tako javni steber, kot na novo zahtevajo določene elemente tudi pri ustanavljanju novih šol, torej tudi tistemu delu, ki ga imenujemo zasebni del, ki sicer bogati in mora bogatiti mrežo šol. Torej, mora prinašati nekaj drugačnega, novega, tako z vidika metod, programov, načina izvajanja. Prav tako v zakonu predvidevamo in predlagamo, da se seveda ustvari varnost za to naše šolsko okolje in da tudi utrjujemo predloge, ki jih je podala tudi protikorupcijska komisija glede imenovanja ravnateljev. Namreč predvsem na lokalnih ravneh se je izkazalo, da je veliko pritožb glede tega, zato predlagamo enofazni postopek, kar je bilo tudi predlagano strani protikorupcijske institucije in pa seveda tudi tako imenovano soglasje ministra, kar smo nekoč že imeli. To je kratek povzetek tega, kar smo danes tudi na vladi sprejeli in kot veste, na ta način udejanjamo tisto, k čemur smo se zavezali že pred časom. Izvolite vaše vprašanje, ministrici. Dnevnik, izvolite. Ranka Ivelja, Dnevnik.
Jaz imam dve vprašanji. Ena je, ali se je predlog novele, ki ste ga danes obravnavali, spremenil od zadnjič, ko se je znašel pred vlado, ali je ostal enak? Ne, ostaja enak, takšen kot je bil. Ste ustanovili delovno skupino, ki naj bi izboljšala predlog, ali je ta delovna skupina postregla s kakšnimi predlogi? Ne govorimo o delovni skupini, ki bi govorila in delovala na samem zakonu, ampak govorimo o strokovno delovni skupini, ki je pripravila tudi razmislek o ustavnih spremembah, za katerega veste, da je bil predlagan že pred časom v parlamentu. Samo še zadnje vprašanje, s to odločitvijo danes, oziroma s tem, kar ste na vladi sprejeli, tvegate in ste povzročili nesoglasje v koaliciji. Dve koalicijski partnerici sta zelo proti temu predlogu. Pa me ne. Proti so glasovali 3 ministri. Lahko poveste, kateri? Ministri, predstavniki socialnih demokratov. Hočem reči, kaj je bil vaš glavni namen, da ste sprejeli to? Ustavna odločba. Ustavna odločba in spoštovanje seveda pravnih norm, ki nam jih je zavezalo Ustavno sodišče. Ustavni sodniki so odločili, kot so odločili. Kako gledate zdaj na to spremembo? Kako pa gledate zdaj na to predlagano spremembo ustave, ki jo predlagajo socialni demokrati? Poglejte, prav ta delovna skupina, kjer smo se 2-krat sestali, je razpravljala o teh predlogih. Tisto, kar je pomembno, je, da sedaj parlament in seveda predstavniki v parlamentu znova sestanejo in seveda strnijo sile in da razmišljamo naprej, kako lahko še opolnomočimo tisti del, ki je bil tudi predlagan v izhodišču, v utrjevanje in seveda čim bolj kakovostno udejanjanje javnega šolstva. To je tudi osnovni namen, vendar naj poudarim, že ta novela prinaša ravno to. Torej, varovanje tudi tega našega ključnega stebra, hkrati pa seveda pripuščanje tudi zasebnega, kar je tudi v skladu seveda z pravili in seveda deklaracijami, ki smo jih sprejeli v okviru Evropske unije. Še kakšno vprašanje STA, izvolite. Da je vrtovec STA, ali po rednem postopku pošiljate v državni zbor novele? Po običajnem postopku. To pomeni... Torej, zaenkrat to drži tako. Bomo videli tudi, kaj bo v parlamentarnem delu, seveda o tem odloči sam parlament. Boste morda predstavili tudi opozicijskim strankam ta predlog še posebej, ali boste pustili, da si ga sami preberejo? Mislim, da vse stranke dobro poznajo ta predlog, tudi veliko je bilo usklajevan, na kakšen način v resnici in seveda najprej zagotoviti ustavno odločbo, hkrati pa upoštevati tudi vse nove družbene momente, ki so se zgodili v tem obdobju, ko se ZOFI ni spreminjal. Zato je prav, da so sedaj vključeni, predvsem, kot že poudarjeno, tako z vidika kakovosti, spoštovanja elementov in pogojev za ustanavljanje novih šol in predvsem z vidika javne veljavnosti. Da je tudi možno odvzeti javno veljavnost in da ni avtomatizma v javnem financiranju, so ključni elementi tega predloga. Hvala. Če ni drugih vprašanj? Eno kratko. Kratko vprašanje. V kateri fazi je potrjevanje javne veljavnosti programi, ki ga je vložila šola Adriatic? Zadevajo v postopku, tako da ne morem komentirati. Hvala. Hvala lepa. Nasvidenje. Dobar dan. Dobar dan. Lepo pozdravljeni. Evo, prihajam z Gornje Radgone, zdaj sem tu z vami. In dovoljte mi, spoštovane novinarke in novinarji, da pred jutrišnjim svetovnim dnevom zdravja najprej čestitam vsem našim zdravstvenim delavcem, tako zdravnikom, kot tudi tehnikom, sestram in vsem ostalim. Vemo, da je letošnji svetovni dan zdravja posvečen duševnemu zdravju in bi izkoristila to priložnost, da se jim javno iskreno zahvalim za njihovo prizadevno in požrtvovalno delo za vse nas, ko zbolimo, ko smo potrebni zdravstvene oskrbe, podpore, spodbudnih besed, da svoje, bi rekla, požrtvovalno delo nesebično delajo za nas. In pa seveda tudi to, da vse velikokrat delajo preko rednega delovnega časa, ker vemo, da smo soočeni s pomanjkanjem tega kadra. In to je tudi lep uvodni korak za to, da vam na kratko predstavim
enoletni projekt skrajševanja čakalnih dob in uvajanje večje kakovosti zdravstvenih storitev, več časa za pacienta in mislim, da je, lahko rečemo, to tudi prelomni dan v našem zdravstvenem sistemu, ker je to rezultat večmesečnega usklajevanja ne samo s sindikati zdravnikov, zobozdravnikov, temveč tudi večmesečnega intenzivnega dela vladnih delovnih skupin, tako za primar kot za sekundar, ki so pripravili kriterije nagrajevanja z variabilnim delom. Kot veste, je cilj tega projekta, da skrajšujemo čakalno dobo, da uvajamo prijaznejšo, kakovostnejšo obravnavo do pacientov, da pa seveda to dosežemo, smo uvedli variabilni način nagrajevanja in sicer največ do 25% osnovne plače za vse člane oziroma za vse zdravstvene delavce, ki bodo sodelovali v teh timih v tem projektu. Izvajali ga bodo vsi javnozdravstveni zavodi na primarni, sekundarni in pa tudi terciarni ravni. Za financiranje projekta, kot ste verjetno že seznanjeni, je zagotovljenih 36 milijonov. Raven danes je vlada tudi sprejela ZIPRT za 2017-2018, torej vsako leto po 18 milijonov prav za namene tega nagrajevanja. Letošnjem letu bo ta denar zagotovljen iz proračunske rezerve, v naslednjem letu pa bo zagotovljen skozi rebalans proračuna za leto 2018. Ta projekt bo trajal 1 leto, ob polletju bo seveda napravljena analiza, ugotovljeno bo njegova uspešnost, tudi pogledali bomo, če je eventualno potrebno kaj spremeniti ali dodati in ima tudi možnost podaljšanja oziroma jaz sem optimistična, da bi to bil lahko primer dobre prakse, ki se bo kasneje uvedel tudi kot sistemski ukrep v sistemsko zakonodajo. In kako je zamišljen zdaj ta način nagrajevanja? Posebej ločeno je narejen za primar, posebej za sekundar in terciar, in sicer je tako dogovorjen, da je na primarju dobili osebje, ki za več kot 25% presega normativ in bo moralo dodati najmanj 1 dodatno uro na teden ambulantnega časa za paciente. In če za več kot 40% presega normativ, potem mora biti najmanj 2 dodatni ambulantni uri na teden. To se pravi 8 dodatnih ur na mesec za delo s pacientom. Pomembna pa je tukaj tudi kakovost, torej to nagrajevanje ne bo samo rezultat, če hočete, preseganja normativa, v primarju so to glavarinski količniki, vendar je pogoj tudi, da se zagotovi vsaj en del iz drugega dela nagrajevanja, to je pa uvajanje večje kakovosti, na primarju večje število manjših, srednjih, velikih posegov, večje število hišnih obiskov, paliativnih obiskov, več obiskov ob sami posteli, naprimer v domovih starejših, kjer so seveda narejeni točni kriteriji in tudi kazalniki kakovosti. Nekateri bodo
bodo objavljeni in jih bodo spremljani strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje, nekateri na spletnih straneh samih zdravstvenih izvajalcev, drugi na Ministrstvu za zdravje, eni pa na Zavodu za zdravstveno zavarovanje. Tako da bomo imeli prvič tudi možnost pogledati posamezne izvajalce, ustanove glede na določene kazalnike kakovosti. Ti bodo sestavni del in bodo vneseni kot zahteva v splošni dogovor za izvajalce za leto 2017. Kriteriji za delovno uspešnost na nivoju sekundarja pa je seveda enako del za preseganje normativov, in sicer največ do 15% osnove, ker je seveda narejena posebna lestvica, in pa največ do 10% osnove pa za storitev, ki za paciente pomenijo prijaznejšo obravnavo, skrajševanje čakalnih dob in tako na nivoju posamezne specialnosti, kot tudi na nivoju celotne inštitucije, se pravi celotnega zavoda. To nagrajevanje bo poravnano ali pa plačano kvartalno za nazaj, ob preverjanju in analizi podatkov, in izpolniti bo treba oba pogoja. Torej, ne boš mogel dobiti 5 ali pa 10% variabilnega dela na preseganje standardov, če ne boš naredil vsaj minimalni del tudi iz tega drugega dela variabilnega nagrajevanja, ki zajema kakovost, posege, skrajševanje čakalne dobe. Torej, to je nekako kot dvojček. Govorim pa to zaradi tega, ker se v javnost večkrat pojavlja, da je to avtomatsko povečanje plač za zdravnike. In temu ni tako. In še bi rekla, kar zahtevni predpogoji so pa, da nekdo sploh lahko vstopi v sistem variabilnega nagrajevanja, je pa to, da se uporabljajo, bi rekla, vsi programi, ki jih omogoča program e-zdravja, to pomeni od e-konzultacije, e-napotnice, e-recepta, ker je zelo detaljno razdelano, koliko bi tega moral nekdo, recimo zdravnik na primarju, narediti, da bi lahko sploh vstopil v sistem variabilnega nagrajevanja. Imenovala na ministrstvu sem tudi posebno medsektorsko, ali če hočete, skupino, ki bo delovala kot nadzorna, svetovalna in spremljevalna skupina, in je tako ne samo s predstavnikom Ministrstva za zdravje, temveč tudi zdravstvenega inšpektorata, Zavoda za zdravstveno zavarovanje kot plačnika seveda, pa Nacionalnega inštituta za javno zdravje in tudi predstavnice kabineta predsednika vlade. Toliko bi jaz na kratko to. Nina Knavs, Dnevnik. Gospa ministrica, lani se je pokazalo kot problem, da bolnišnice ne izpolnjujejo dogovorov, zlasti Ljubljanski klinični center velikega števila teh dodatnih posegov ni opravil. Kaj boste storili, da se to ne bo ponovilo? Kaj se bo zgodilo, na primer, bolnišnici, ki se ne bo držala dogovora z vami? In pa še glede enkratnega dodatnega programa, ki ste ga tudi omenili, koliko dodatnih posegov pa to prinaša, če jih lahko naštejete? Ja, hvala za vprašanje. Res je, lanski program, ta enkratni dodatni program, ki je bil sicer drugače osnovan, pri tem enkratnem dodatnem programu za lani in podobno kot za letos, je bil dejansko dodan v sistem dodatni denar, pri čemer je bilo seveda z vsakim izvajalcem dogovorjeno, kakšno število posameznih posegov mora narediti, ne vem, koliko artroplasti kolena, operacij hrbtenice in podobno, kjer seveda se je nadziralo in kontroliralo in so bili plačevani posegi po dejansko opravljenem delu. Ti posegi so bili narejeni izven rednega delovnega časa, tudi ob sobotah in nedeljah, in so bili posebej nagrajevani s podjemnimi pogodbami.
Po mojih informacijah so dejansko v vseh bolnišnicah realizirali te zastavljene programe, razen v UKC Ljubljana, zaradi tega tudi celotni program ni bil 100%, ampak realiziran 74%, oziroma od 8,9 milijona evrov je bilo za to porabljenih 5,9 milijona evrov. V vseh ostalih bolnišnicah so pristopili k temu tako, da so nagrajevali celotne time, torej tudi, če rečem, ne zdravstvene delavce, ki so recimo prišli v soboto, da so opravili določene priprave za posege. Po mojih informacijah v UKC temu ni bilo tako in to je botrovalo tudi temu, da se niso uspeli pravočasno dogovoriti in realizirati programa, kajti kot veste, lani smo relativno kasneje prišli s tem programom in intenzivno se je to začelo izvajati šele oktobra. In praktično potem do Božiča zaradi časovne dimenzije niso uspeli realizirati v celoti tega programa. V letošnjem, torej ta enkratni program je jasen, da plačila ne bo, če zadeve ne bodo dokazane, argumentirane in se to ne bo izvedlo, praktično sploh ne bo prišlo do te nagrade. No, naj pa omenim, da je predvidena tukaj tudi nagrada za direktorje in vodstvo, ker seveda se nam zdi torej primerno, ker je velika teža in odgovornost prav na vodstvih zavodov, ki morajo mogli pripraviti vse, ažurirati zdaj standarde. Zdaj bomo tudi, bi rekla, prvič vedeli, koliko mora zdravnik narediti za redni delovni čas in bojo na to vezana tudi soglasja pri drugem delodajalcu, to je pa tema zakona o zdravstveni dejavnosti. In še ta vaše vprašanje, če ta EDP, torej prvi ukrep, ki je predviden pri tem nagrajevanju, je tako tudi pri direktorjih, če direktor ne bo dobil nagrade v obliki variabilnega dela, če ne bo v celoti realiziral ta obvezni program, ki je plačan oziroma dogovorjen s splošnim dogovorom, če v celoti ne bo realiziral EDP, tega enotnega dodatnega programa 2017 in vsaj 80% mora biti realizacija po tem programu, da bo sploh lahko dobil direktor tudi uspešnost. Torej, vezana je nagrada direktorja na realizacijo teh programov. Glejte, letošnji EDP je zasnovan malo drugače, kot je bil lanski. Lanski je bil glede na kasnejšo uvedbo oblikovan tako, da so bile točno določeno število posameznih posegov in specialističnih pregledov po posameznih izvajalcih. Letošnji je pa zasnovan tako, da se plačuje v odstotku nad 100. Torej, če je redni program plačan skozi splošni dogovor 100, bo zdaj naprimer nek program plačan 120%. Lahko vam, če malo, ker pač vseh odstotkov res ne vem na pamet, ampak recimo vam lahko povem, naprimer program vključen letošnji program, smo pa vključili ne samo prekomerne čakalne dobe, ampak smo vključili nekoliko širši program v tem smislu, da smo zajeli tudi prve specialistične preglede z osnovno diagnostiko, ker se zavedamo, da je to za nadaljnje zdravljenje zelo pomembno. Tako da je, sam moment, v glavnem lahko vam kasneje sporočim za vse posamezne specialnosti, plačilo je nad 100% programa, nekateri 120, nekateri 130, vam pa lahko zelo detaljno povemo, ker... Gremo naprej, imamo še kar nekaj vprašanj. Sandra Zbita, minister. Prosim, če pokomentirate še dogajanje na pediatrični kliniki. Pridobili smo dokumente, ki kažejo, da smrt 14-letnika ni edina, gre za 19 strokovnih napak in pa še 2 smrti. Kaj se dogaja? Ste odredili kakšen strokovni nadzor in kako naj spet starši zaupajo takšno ustanovo?
Poglejte, edina informacija, ki sem jo jaz dobila 16. decembra lani, je bil ta opozorilni nevarni dogodek, ki se je zgodil 2. septembra 2016. Kot sem že povedala, sem jaz potem od 20. decembra osebno pisala pismo in, če hočete, zahtevo in pričakovanje vodstva UKC, da upravi vse ukrepe, da upravi izredni strokovni nadzor, v katerega imenuje strokovnjake, ki niso bili kakorkoli vpleteni v te procese zdravljenja. To se mi zdi zelo pomembno omeniti in praktično čez 23. decembra sem od vodstva UKC dobila odgovor, da postopki potekajo, da je uveden izredni strokovni nadzor, da bom o tem obveščena. Do danes jaz poročila o izredno strokovnem nadzoru nisem dobila, torej po mojih informacijah tudi, da rečem, postopki in procedure niso dokončane v tem izredno strokovnem nadzoru in to je vse, kar vam jaz lahko povem. Vse ostalo pa sem izvedela iz medijev. Izvolite naprej, naslednje vprašanje. Jaz imam podobno, ne? Kaj pa ta nadzor, ki ste ga dobili glede otroške srčne kirurgije, kako boste ukrepali in seveda podobno, kako sploh lahko ukrepate glede smrti tega 14-letnega dečka. In še eno vprašanje, na UKC-ju želi odpreti samostojen center v sodelovanju s cehi, menda z Italijani. Ali ste na vašem ministrstvu tej ideji naklonjeni? Glejte, še enkrat bom ponovila, jaz sem dobila samo obvestilo o, kot se rečemo, opozorilnem nevarnem dogodku. Poročila o izrednem strokovnem nadzoru nisem dobila in kot sem že večkrat rekla in me poznate, ne bom in ne morem soditi vnaprej in potegniti po kakršnekoli poteze, dokler dejansko res stroka ne ugotovi, kaj se je dogajalo in kako je. Na drugo vprašanje pa, poglejte, verjetno mislite na poročilo, ki so ga opravili tuji strokovnjaki na pretekla dejanja. Mi smo, torej, ta poročila in zahteve sem jaz preko zdravstvenega sveta, ki je na moje zahtevo sprejel tudi določene zahteve in sklepe, obravnavali to temo 2-krat ali 3-krat na zdravstvenem svetu in je šlo za 2 zadevi. Ena je bila kratkoročna rešitev tega problema srčne kirurgije, po katerem so potem obvestilo na zdravstveni svet strokovnjakov in gospod dr. Klokočovnik je zagotovil, da so srčno kirurgijo tekoče zadeve uredili tako, da zdaj tečejo nemoteno, brez tega, da bi skrbelo starše, da pa komplicirane, zahtevne primere vozijo bodisi v München, Pragu in mislim, da še en center v Italiji, ker so s temi centri, ki so dobri in poznani v Evropi, sklenili pogodbe. In te postopki in ta način zdravljenja teh malih pacientov tako tečejo. Glede dolgoročne rešitve ali pa, če hočete, strateškega pristopa, ali bomo imeli v Sloveniji, bi rekla, center srčne kirurgije, pa tudi sami dobro veste, da je ta mednarodna revizija, analiza povedala, da je za tak center potrebno vzdrževati tim ekspertov, najvišjih strokovnjakov, ki se morajo nenehno izobraževati in izpolnjevati tudi tehnične ali pa, če hočete, čist operativne skills oziroma veščine v tujih centrih. To je ena zadeva, kaj ti, če hočeš biti zelo dober na tem področju, morate vedeti, da otroško srčice je takole veliko, in delati zahtevne operacije na tem, da so to ene najzahtevnejših posegov, da je potrebno, da zdravnik naredi, ne vem, mislim, da je bilo tam napisano 100 do 200 takih posegov na leto, da je lahko
storitev in ta poseg kakovosten in zanesljiv. In na srečo, bom rekla, v Sloveniji seveda nimamo toliko teh posegov in prirojenih srčnih napak. Zaradi tega, če hočemo imeti tak center, da bo res kakovosten in da bomo imeli vsaj nekaj tako izverziranih kirurgov, je potrebno zagotoviti ali pa se dogovoriti, skleniti pogodbo, da bo ta center za nekaj več držav. Kajti drugače je nemogoče varnost in tako visoko kvaliteto teh storitev zagotavljati. In seveda takrat, ker so torej tudi, jaz sem zahtevala, so prinesli tudi iz UKC strateški program na zdravstveni svet, ki so ga predstavili in so pač povedali, da bodo šli v smer, da bi zagotovili bodisi s pismi nameri ali z nekimi predpogodbami, da bi recimo, ne vem, tudi sosednje države, bi rekla, vozile na posege take otroke v Ljubljano, kajti v tem je potem lahko možno zagotavljati vse to, kar sem povedala. Izvolite, zadnje vprašanje. Cedeja Vrtovec, STA. Bom ostala pri otroški srčni kirurgiji, če lahko samo pokomentirate odstop gospoda Klopčovnika kot vodje programa otroške srčne kirurgije. Ja. Še eno vprašanje bi imela, kje so pogajanja z Ministrstvom za finance in izračuni glede zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Glejte, o odstopu gospoda Klokočovnika sem brala danes v avtu na poti iz Gornje Radgone, tako da nisem seznanjena z okoliščinami, kaj je dal, bom se seznanila, pa vam bom lahko kasneje, bi rekla, podala informacijo, z kakšnih razlogov in zakaj je bil ta odstop. Glede pogajanj, oziroma, kot sem že rekla, ta predlog finančnih izračunov, verjetno mislite nadomestila in vsega tega, je v celoti usklajen z Ministrstvom za finance. Dodatno potrditev sem dobila pred parimi dnevi. Vendar to ne pomeni, da ne iščemo še novih možnosti, predvsem v smislu manjšega administriranja za finančno upravo, da bi bilo enostavnejše, in tudi v smislu, kar bi rekla, je bilo debate v javnosti, mogoče večje solidarnosti glede na to lestvico. Ampak zaenkrat je predlog tak, kot je, ta je usklajen in delamo naprej. Hvala. Za danes bo dovolj. Hvala. Hvala.